draga družba, mečkan smo zalutali, ampak ja, bomo zdaj obrnili. Čak, kaj pa je tole? En mu avto ne užge. Čau, oči. Ne, nisem šel čez 100, šel sem 80 max, pa še to sem po klancu navzdol. Ena stara merčka. Ja, se bomo obrnili, bomo pomagali. Bomo pomagali revežu. Čak, je zdaj en prišel, tlej mi bo mogoče pomagal. Ja, no te pokličem oči nazaj. Čau. Gospod, a je vse v redu? A bi lahko, please? Žiga! V kurcu, ja. Žiga! Čau. Kaj se dogaja? Stari, šel sem en tripek s tem avtočkom, pa sem ugotovil, da nimam pojma, kaj delam čisto zares. Kaj, furaš kaj? Ja, furam, ja, ampak zdaj avto crkno, tako da... Aha, problemčič, praviš. Pa ja, problemčič. Ti tudi jaz ne znam najbrž kaj dosti pomagati. Ponavad, veš kaj naredijo ponavad? Tako v filmih, ne? Ja? V filmih ga porinejo. Zdaj, če bi maybe to za začetek probala, bo pol. Jaz tudi verjamem v filme, tako da to bova zdaj naredila. Okej, dajva probat, ajde. Evo, draga družba, danes je pa z mano prav ena posebna oseba, ki je kratke videoposnetke na TikToku zamenjala za filmsko platno. Jaz bi ti rekel tudi mogoče kar foter slovenske scene na TikToku. Ma daj nehaj. Ne, jaz sem te spremljal že... Zdaj že dedi, veš. Ja, ne, jaz sem te res, ko sem jaz prišel, pa se začel s tem ukvarjati, s kratkimi videovsebinami, Ja. si že obrnil špil, po domač povedan. Učil sem se od tebe, spremljal sem te. Ja, zdaj si pa posnel svoj celovečerni film, Yes. Gepek. Noro, That's right. z nami je Žiga Kukovič osebno. Čau. Čau, ekipca. Kako si, Žiga? A si izmatran? O, daj nehaj, ne govor. Čist, ubit. Ja, Ubit. predvidevam, da imaš zdajle ful enih medijskih obveznosti. Noro je, ne vem, kjer dan nisem imel radija, ne vem, kjer dan nisem imel intervjuja ali pa televizije, ali pa premiere, ali pa vse to naenkrat, tako da je kar precej. No. Intenzivno. Ampak je ful dober, mislim. Zdajle uživaš v tem. Kaj bom jamro zdaj v tem, veš kaj mislim? Se popolnoma strinjam, naredil si neko krukso v življenju po moje in zdaj probaš uživati ali pa že razmišljaš vnaprej, ali kako je? Ja, v bistvu že kar razmišljam, kaj bi naredil. Malo moram umiriti svoj se mi zdi, moram vzeti en mesec dopusta zdajle zares, ker imam v glavi že zdaj javno, ozbi pa ta scenarij in ti scenarij, veš kar v sebi, ampak dopust najprej, da lahko res naredim tisto pravo akcijo, da vidim, kaj si res želim in potem, veš. Mal reset, pa pol znova na polno. Stabiliziram. Ej, daj mi povej, a si pričakoval tak odziv publike, kakor si ga zdaj, kakor ga imate? Jaz ne vem, če sem si upal toliko, vedel sem, sigurno boste dobro naredili, ampak fucking povsod ste, ali kak naj po domač rečem, mislim, da je ful dober odziv. Mislim, da je ful dober odziv. To, da smo povsod, bi sicer lahko zagovarjal s tem, da smo dobri v marketingu ali neki, ampak the fact, da res sporočila, ko jih prejemamo in komentarje in komplimente in odzive na premierah, je pa res ono, wow, to je pa res neka stvar, ko je pa nisem pričakoval. Pač smo rekli, ok, mogoče bomo dobro gledani, mogoče bomo slabo gledani, karkoli se zgodi, ampak tukaj lepo, ko so ljudje spremljali naš film, je pa res bilo ono, damn, še posebej en komentar se me je ful dotaknil, veš, še posebej so mi tisti, ko so, ne vem, če sem jih slišal 2000, 10 jih je zazvenel, res. Ampak pa slišim, da je od kakega režiserja, ko je že ful dolgo v tem biznisu in nekdo mi je enkrat rekel po premieri, sam delite še naprej, ker je ziher nekaj na tem. In to mi je bilo tako res, damn stari, če sem se zaradi česa spravil delati ta projekt, sem se zaradi tega, da bom lahko mogoče še v prihodnosti naredil kaj v tem svetu. Tako res sem se zaljubil v to, res si želim to delati in bi mi ful pomenil, če bi lahko se še da je dokazal. Ja, jaz mislim, da ti publika odpira vse roke in v bistvu te prosimo vsi, da še kaj podobnega narediš. Ja, zelo so prijazni. Mogoče, če se vrnemo na začetek, kako se je s tabo vse skupaj začelo? Zasledil sem, da si bil plesalec, zelo dober plesalec hip-hopa, pa si začel se ukvarjati z vsebinami. Mogoče, kateri mejniki so te nekako zaznamovali, da si prišel zdaj do celovečernega filma? To, kaj bi ti omenil, no? V bistvu, breakdance sem plesal. Jaz sem hotel iti, jaz sem bil full on ready, da grem v Ameriko pursuati svoj dancing karier. Ja, dejansko. Full mi je bil, še zdaj mi je ples, like, crazy všeč.
Pol sem nekako prešal to na krajše videe, pač TikTok pa to, ampak primarno se mi zdi, da je bilo zaradi tega, ker sem hotel biti igralec. Veš, to željo ima marsikdo, se mi zdi, najprej sem hotel igrati, sem se prijavil na audicije, vse možne, ono, a lahko se kje učim, ker nisem hodil pač na akademijo, ne. In potem sem nekako znotraj v procesu ugotovil, koliko rajš imam delo za kamero. In to sem še posebej na TikToku ugotovil, ko pač eno je milijon videov, v katerih sem nastopil, drugo je pa en kup enih videov sem bil samo za kamero, sem pač režiral svoje kolegi, za kakšne brande ali karkoli. Sem bil, wow, I really like that. Dejansko ne mislim, da sem tukaj smešen pred kamero, kot pa je nekdo drug lahko z mojimi usmeritvami mogoče. Pa ne sem smešen, tudi pač karkoli drugega, ne. In v bistvu ta film je bil pa cel čas, je bila to želja in ideja nekje v ozadju. In cel čas, ko sem jaz gradil kariero na TikToku ali kakorkoli, sporedno se je skozi film delal. Jaz sem porabil, ne vem, več kot 50% svojega časa, ko sem bil na najvišji točki na TikToku, sem porabil za film, za kreacijo filma v ozadju, ne. Prav to, kar je zdaj, je basically produkt. 5 let enega, 3 leta intenzivno, ampak 5 let enega snovanja idej in brainstormanja in veš. Se pravi, mi smo gledali vse te tvoje skeče na TikToku, medtem ko si ti imel že plane čez 5 let, folk boste pa videli nekaj boljšega od mene. Upal sem na to, ja, upal sem zelo, pa nisem se ustavil, tako da to je bilo, ja, kar... Žiga, ko sem šel jaz pogledat ta film, pa mogoče se je tudi kakšen drug gledalec prepoznal v tem, mogoče smo te pričakovali, da se boš pojavil v filmu, pa se nisi. Kako je s tem? Ja, v bistvu nisem se hotel, ni bilo nobene želje, ni bilo potrebe, a veš, ni bilo ničesar, da bi me gnal k temu. Marsikdo me je vprašal, večkrat smo razmišljali o tem in od moje ekipe in s kakimi brandi, ko smo hoteli delati, kao, zakaj se ti ne pojaviš v filmu, stari, ti si tu največji obraz tega projekta si, ne? Zato. In ja, in je bilo pač, I really don't want to, pač tukaj mi je všeč bilo, ne vem, režija, scenaristika in zdaj po tem projektu mi je še tukaj bolj všeč. In tudi nismo jemali igre in celega projekta kot nekaj, kar bi jaz lahko na usputeno vlogico prevzel. Mi smo se pripravljali na to konkretno, mi smo več mesecev vadili, mi smo delali na igri, delali na vsem. Videl sem neke klipe, da ste v neki učilnici. Ma vadili smo ludilo, kaj pa ti misliš, ne? Ja, ni bilo to, da ste prišli na set pa, zdaj pa. Ni bilo to ono TikTok level, da bom jaz zdaj na hitro neki hihi posnel nek skeček. Mi smo hoteli delati real stuff, you know, ja. Kako se sploh lotiš tega projekta, kako se lotiš spisati celovečeren film, ga posnet, kako se to začne, kva, brez budžeta, da smo si na jasnem, a to pokličeš malo frende, ej, a ćemo mi neki posnet, Matic, ti imaš kamero, dobro, sem slišal, da bi ti snil, kako je to zgleda? Kinda, moraš biti nor, moraš biti naivn, pa verjeti, da je to res nekaj, kar ti lahko uspe, čeprav nimaš pojma, kaj delaš, pač jaz sem 2 leti pisal scenarij, brez da sem imel niti malo pojma, kaj delam, kaj je scenarij, kaj je struktura, kaj je dramaturgija, ništa. Ampak sem sam imel željo, pa verjel, da mi bo to enkrat uspelo mogoče. In potem nam je zgodila ena pot na morje, z enim takilem podobnim lupčikom, kot je tale tukajle. In ta je bila inspiracija za ta film. To je pol tista stopnja, veš, ko vsak reče enkrat v življenju, to bi bil film, ko se je meni v lifeu zgodil. In lahko bi bil, ampak potem, da pa ti spraviš to v res tisto filmsko formo, tisto pa mogoče traja pa nekaj časa in mi smo si očitno res želeli, no, recimo jaz in Matic Gabriel, Robert Kladnik smo bili ekipa od štarta in zdaj do konca projekta skupaj, ko nismo obupali, ko smo res verjeli. Basically, ja. Se pravi, imeli ste tudi kakšno audicijo ali kako ste pol še ostale dobili? Rekel si mi, prej, ko še nisva snemala, da je vseh skupaj ljudi, ki so sodelovali, mogoče 200. Vseh skupaj probably, ja. Pač, imeli smo audicijo, mi smo delali 3 leta audicijo za igralce. Zato, ker smo 2 leti prestavljali produkcijo, ker nismo mogli iti v produkcijo. Dobesedno smo se pripravljali 2 leti, bil je maj, pred poletjem, zdaj pa gremo snemati in potem smo mogli dropati idejo, ker nismo bili zadovoljni, ker nismo dobili vseh lokacij, ker nismo dobili nekih stvari, ko bi jih hoteli dobiti za, se pravi, čakaj, let me just turn this car around real quick. Ja, mačkene, dolg pa širok, le. Nismo dobili, ne vem, 5 lokacij, hotel sem imeti državno mejo, hotel sem imeti ful enih stvari, ko jih pač nismo dobili in pa je bilo zmeraj vprašanje, koliko klošarskega gremo narediti.
pa da smo še zmeraj sposobni narediti, da bo believable, pa da bo dosti dober, da bo ljudje verjeli pa uživali ob filmu. Ne? Ja. In pa z vsakim letom, ko se nam je ta produkcija podaljšala, je en delček mene umrl, ker ko se pripravljaš 3 leta na neki in pa dropaš celo stvar, je pač res bad, ne? Ampak se je pa splačal, ups and downs, ja. In se je pa splačal, ker smo pa res lahko naredili na enem zelo dobrem nivoju ta film. No. In smo 3 leta imeli audicijo za igralce, imeli smo audicijo tudi za tehnično ekipo, ampak na koncu smo to tehnično ekipo nekako spoznali postopoma. Veš, ko daš neko akcijo v neki, ko se trudiš za neki, boš na nek način tudi začel spoznavati ljudi, ki jih zanimajo podobne stvari. A veš, kaj mislim? Ja, res ko boš dal neki ven, bo na nek način prišlo tebe. In pa smo spoznali, snemali smo ene kratke filme, recimo jaz Matic Robi že prej za Movit in pa smo se izpostavljali na tak način in smo spoznali na ljudi, ko jim je bila ideja o tem, kam mi zadelamo všeč in potem na ta način smo dobili pravzaprav very professional team na koncu, no, bili smo res full on ready, ja. Ja, a bi šel še enkrat čez vse to, kar si šel? Se pravi, če bi bil star še enkrat tukaj, kot sem bil takrat, absolutno, to je the only thing I live for, pač, zakaj pa živim za druga, ne? Ja. Ampak zdaj pa sem like, ne, zdaj je pa začenjam že razmišljati, kam je res vredno v življenju, a je to, da se dokazujem, da se ubijam, pa ne sem dokazujem, vse je resnično bila stvar, ko sem jo hotel delati, da je resnično bilo nekaj, veš, neka normalna odločitev za človeka v moji situaciji je bila ostan na TikToku, ostan na social media. Jaz sem imel odlične pogoje za čudovito kariero, če bi nadaljeval tam. Šel sem pa v film, iz katerega pač obviously ne boš postal milijonar slovenskim filmom. Tako da je bila res akcija za dušo, bolj kot pa za karkoli drugega. Ne? Tako da ni bilo, ampak se pa začne spraševati, ja, kaj ti pomeni v lifeu, zdaj mi ful več pomeni prosti čas, delanje, ne vem, preživljanje časa na način, ko te izpopolnjuje na malo drugačen način, kot pa to, da karierno ali pa na kakršenkoli način uspešno. Ali probaš živeti življenje. Živeti življenje, ja, tako stari, ne vem, jaz daj sem hodil na zadnje, daj sem šel na kavo s frendi, daj sem šel na večerjo s frendi, daj sem šel na date, kdaj sem šel, ne vem, ne spomnim, jaz sem delal, sem res. A je bil moj rojsten dan, sem delal, a je bil Božič, sem delal, a je bilo novo leto, 1.1. ali 31. sem delal. Nedelja, jaz ne vem, da sem bil vikend fraj, stari, a veš. Bil si en robot, zdaj se pa hočeš vrniti nazaj. Zdaj pa hočem iti, ne vem, da sem šel smučati po zimi. 2 leti skupaj nisem videl morja, recimo. Take stvari, res pa začneš spraševati malo. Pismo. A je to, ne? Ja, pripravljamo se v lifeu na neki, na kaj se pripravljaš, če že živiš, če si že tukaj. Ja. A ni zato ta izkušnja, ko jo moram pač ceniti pa zaživeti celo. Tako. Ampak ja, super, da sem imel to izkušnjo, da sem se to naučil, da lahko zdaj, in super, kar sem naredil. I love it, I love the movie. In zdaj pa lahko mogoče pač grem naprej. Z malo drugačno perspektivo se lotim spet stvari. To si zelo lepo povedal, zelo lepo zajel. Veš, kam je zdaj lepa na misel? 2-3 leta nazaj sem jaz na svojem Instagramu zasledil en zanimiv story, na katerem je bil Kladnik in gospod Matjaž Javšnik. Ne vem, če se boš tega spomnil. Sedeli ste pri Korenu v Žužemberku, ob reki Krki. Okay. Ja, najbrž ste bili na enem spoznanem sestanku, nekaj tako. Mogoče smo bili na team buildingu. A team building, da je že slobil? Okay, jaz sem takrat predvideval, Matjaž Javšnik je zdraven, zdaj gre pa za res, ne. Daj mi povej, koliko težko je bilo dobiti enega tacga, kako bi rekel, že uveljavljenega igralca in je bil pripravljen sodelovati, ti pomagati, te mentorirati konec koncev. Najbrž imate res en tak poseben odnos, no? Ja, definitivno je nekaj, kar si bom zapomnil in on je eden izmed ljudi, od katerih sem se naučil vse, kar vem o filmih. Ja. On je eden izmed teh 3 ljudi mogoče, od katerih res vem vse, 3 starejših ljudi, ki so prevzeli na nek način vlogo mojega mentorja. In Matjaž je prvi, s katerim sem imel ta mentorski odnos v življenju. On je zadnjič na eni premieri povedal eno dobro zgodbo, kako smo ga prepričali mogoče. Jaz sem enega skupnega frenda in mi je predstavil Matjaža in je on povedal Matjažu, kaj mi delamo, kaj hočemo delati. Ampak zdaj, takih želj, kot je naših, je bilo ogromno. Matjaž jih slišal že ogromno in mi je tudi kasneje povedal, pač tega je stari, vsak hoče nek film posneti, vsak ima neko idejo za zgodbo, ampak zdaj je pa tukaj še milijon stvari, ko te pa loči od tega, da boš ti spravil stvar do konca. Ne? In prva stvar je, kličem Matjaža za, ne vem, spet isto nek vikend, nek praznik, nekaj je bilo naslednji dan.
in jaz njemu zdravo, ta pa tam je dal tvojo cifro, imam to in to, a bi lahko mogoče govorila midva pač, ne, niti nisem vedel, na kak način mi lahko pomaga, ampak sklepal sem na nek način bi mi že ne Ja, neki ti bo že lahko dal. Ja, in ga jaz kličem in on meni reče, ja, zdaj sem v Kranjski Gori za tuk in tuk časa, pa ne vem, če je pa še kaj naprej rekel, pa jaz tako, ja, pridemo, ni panike, pridemo. In Matjaž je rekel, pač, ko je to slišal, je bil, ok, fanti so zagnani. Ja. Labi Žiga je rekel, kao, ok, povej, ko Se si v slišimo, Ljubljani, ja, se ja. slišimo. Ne, like, Gledno. jaz pridem jutri, kjerkoli si. Kje si In sem zdajle? res bil v mindsetu, kjer boš jutri, pridem, stari. I mean it for the thing, pač, no matter what it takes, jaz bom naredil to stvar, ne. Se pripeljemo naslednji dan v Kranjsko, mu povemo, mu pičam idejo, mu pokažem, mi smo en teaserček posnet s čist drugimi igralci, veš, tam nekaj za feeling, ko smo hoteli prodajati, scenarij, mu pošljemo vse. Je bilo katastrofa, vse seveda, ampak video je pa neki, ne vem o nas, neki, da ne bomo obupali, nek čar, neki, in je potem mi prebral vsak moj nov zanič scenarij, mi dal usmeritve, mi pomagal pri gradivu, kaj si ne pogledam, ker pač nimam izobrazbe iz tega, sem pač sam učil sem se od ljudi, od interneta, od knjig, karkoli sem pač lahko dobil. In Matjaž mi je pri tem ful pomagal in zelo inteligentno me je usmeril. A veš, on bi lahko naredil vse namesto mene. Ja. Tak je pa zelo dober vedel, kaj mi povedati, da bom se sam naučil. Pa da boš naslednjič sam to lahko... Tako, in je bil res amazing oseba, za katero sem zelo hvaležen pri tem filmu in pa je še prevzel to vlogo, to sem mu na začetku povedal, Matjaž, ful imam to vlogo, ko bi jaz tudi rad, poleg tega, kar mi delamo, da nisi ti zdaj mi pomagaš, ne, Ja. a bi ti prevzel to vlogo avtomehanika, pa veš, da, pa to je meni. Veš, Ja. da bom prevzel, ja, in pa In pač. to ste najbrž z njim kva, en snemalni dan, je on to imel takole ali si kaj več Jaz z sem mu, njim? jaz sem mu, on je prišel na set, Ja. jaz sem mu dal scenarij, pač itak smo že cel naš film ne temelji tukaj na scenariju, Ne. kot temelji na improvizacijah, pa na tem, da so igralci res živeli, čutili sceno. Pač scenarij je bil ready, je bil super napisan potem na koncu, ampak pa so pa igralci dobili svobodo, da naredijo tisto, kar je treba. In Matjažu jaz dam scenarij, ta scena prebere, enkrat je šel skozi, itak je že poznal scenarij odprej, je prebral, je vrgel stran in jaz sem mu rekel, lej, to je pomembno, pa to je pomembno, 5. In potem je pač naredil 10krat različno sceno, malo drugačno, Aha. nekaj sem tudi zdaj na TikTok objavljal, še neke Sem blooperje. videl, da je šlo tudi viralno. Ja, je šlo 200k ali nekaj. Pač. Ja, kaj je že rekel, boš na poltanke jedel, boš kek se srale. Ja. Tako. In je ful je naredil različnih tekov, čudovitih, pa sem se pač mogel za enega odločiti, tudi za dobrobit celega filma, ne. Ja. Tako da ja, Zgodba, inspiracija je resnična. Koliko procentov? 30-40. 30-40? Ja, zdaj lahko damo spoiler alert, pa Ok. povem, kaj je res. Lahko pa ne povem, ne vem, če boš dal nek timestamp, kam naj skipajo, za tiste, ko še niso gledali. Ok, dajmo pol skoraj, zdaj bom mačkan spoiler alerta. Ja. Če filma še niste pogledali, daj pejte si ga res pogledati, podprite slovenske kulturnike, umetnike, takole zagnane pove, ali kak bi rekel. Pa ne, veš kaj mi je ful pomembno, ker to je ful pogost argument, ko ga po Sloveniji čujemo. Pejte podpret, Ja. ne id podpret, Ok. pejte ga gledat, če ga hočete iti gledat. Pejte, Ja. jaz bi rad naredil film, ko ga ljudje hočejo iti gledat. To je res. Ne, ker se počutijo dolžnega iti podpret slovenski film. Saj veš, da nisem tako slabo Ne, se vem, nameren, ni bilo to tako zate, to je bilo Ja, tako nasplošno. sebe hočem spomniti, če želim kaj v življenju, želim narediti stvar, ko bi rad, da pač ljudje grejo z veseljem gledati, Tako. ne pa da morajo neki Se podpreti. strinjam, malo sem se čudno Ni, izrazil. super si rekel, sorry, no offense, super si rekel. V glavnem, pejte ga gledati, pa pejte uživati, zdaj pa da se vrnemo na tole zgodbo. Ja, zdaj smo še v kinu, kdaj bo video zun? Mislim, da bo drug teden. Dobro, Koliko zdaj- časa ste še v kinu? Nisem prepričan, ampak mislim, da 2 tedna bomo še v kinu, tako da zdaj, ko bo zun, Pol bo glih še imate, kak tedenček še imate ziher. Tako glih nekaj na meji. Ok, spoiler alert! Ok, let's go. Ok, šli smo na morje, Ja, res se nam je pokvaril avto, ok. zelo podoben kot tale. Ja, Res je prišel avtomehanik, ki ga igra Matjaž. ok. Res smo dobili nadomesten avto, Ja. res smo se na meji s tem nadomestnim avtom zaleteli v hišico na mejo, res se prtljažnik ni dal odpreti.
carinik je rekel, odprite, ki je bil nadomesten avto, mi smo se trudili, ni se dal odpreti, nismo znali, bili smo 18-letni mulci, prvič sami na morju, bili smo zmedeni, ne bilo treba odpreti, ne vem, kaj je bilo treba narediti, ampak ni se dal odpreti. Carinik nas gleda, kot da smo neumni stari in res je nekoga noter potegnil in res je nekoga slekel. Okay. To je resnica. To je resnica. Vidiš, ni pa, kar se ilegalnih stvari tiče, tisto pa je fikcija. Ja. In glih, ker sem jaz gledal ta film, pa ker sem videl, v katero smer gre, stari, jaz sem isto zgodbo doživel, ker sem bil 16 let star, pa sem imel frende, ker so bili 18. Zdaj ne vem, a če to zdaj povedati, pa bom morda preveč spoilov, ampak vsi smo v bistvu konca že zdaj lepo povedali. Ja, pravzaprav. Šli smo na morje, na Krk, jaz sem bil 16, frendi 18, frend je imel enega starega Megana, pridemo na mejo, on tam valjda vidi 5 mulcev, tam lepejte ob kraj, fantje, se bomo malo pomenili, malo pogledali. A imate kaj? Nimamo. Fantje, ne se hecati, če ne bomo poklicali starše, šli boste ne vem kam, zdaj mi povejte, imate šanso in to je to. Ja. Nimamo, majke mi. Čakaj, tole zdaj je padlo. Nimamo, majke mi. Rekel je v redu, pa odprite, odpremo. Mi smo itak vedeli, vse noter ni nič, ne? Ja. On gleda, psi, vse, ni verjel, momci, v redu, še enkrat zapravili, imate kaj? Ne. Ok, z mano noter, se usedemo, vsi smo šli eden po eden lepo noter, skidaj gače, dobro je, tako, na hiter, cek, veš, mačka neprijetno, ne veš kaj pričakovati, model še zmer ni verjel, pridemo ven, pride avtobus nemških penzičev, reče, avtobus vas je spastil, popušite jednog za mene. Še zmer ni verjel, pa da se je spustil. Ampak, tle se zgodba ne konča. Čez 5 let mi frendi izvemo, da je voznik imel nekaj slabo. Pač imel je par gram. Videl je očima, carinik mu je videl očima. Ne vem, par gramov je imel skritih tako v Nutelli, znal je te trike, in mi smo bili tako na žurki, vsi smo že pozabili to in se pol spominjamo ob debati, se spomniš takrat, ko smo bili. In tako, ta friend, ki je vozil, je vedel, pa še en friend, ki sta bila tako ho. Ostali nismo imeli pojma in to zvemo mačkan nažganjel, ki bi rekel na eni žurki, nam je tako naredil. Oh my god. Kva da fuck smo mi šli čez, ok, mi nismo vedeli, ampak ona dva, tako, bila sta hladna kot špricerja, prav spomnim se ju, ne vem kaj je šlo takrat čez njuno glavo, ampak rekel sem ti, da ti povem to zgodbo, no, da boš videl, da se marsikdo res lahko najde v tem tudi to, kar ste vi doživeli. Vsi mi rečejo, mi smo tudi šli enkrat na morje, pa mi mežikajo. Ja, ok, kaj zdaj to pomeni? Hočeš videti tule panoramski razgled Šentjurja? Wow, dej, ustal se, zdaj smo v Šentjurju. Šentjurju? Tako, da boste vedeli. Še eno stvar ti moram povedati, ker sem opazil med gledanjem filma, valjda sem pred zagledal. Vem jaz, kaj si ti opazil. Tole ljubico, v kateri smo zdravno kar zdajle. Točno to, opazil sem Fiat Punto in pa tegale Mercedesa in jaz ko razmišljam, jaz moram dobiti žigata pa tega Mercedesa, da se z njim, oziroma da se skupaj zapeljemo po vinkih. In evo, stari, evo nas. Kako si prišel do tega Mercedesa oziroma do Fiat Puntota, a ste prav zbirali, hočemo prav tega, ali si poznal nekoga, ki je poznal, kako je bila zgodba za tem? Ta real story, o kateri smo prej govorila, je bil pot na morje mene in 3 frendov z zelo podobnim, tisti je bil V124. Ta je pa 123. In ta kolega ima te Mercedese že od nekdaj in je takrat pač rekel, da gremo s tistim na morje. In valjda je nekaj bilo, po avtocesti s tistim avtom stari. Mi, ko smo se spravili snemati ta film, je kolega pač imel tega doma. In jaz njemu stari, please ga dobimo za film. Tresel sem se takle, ta avto, dragi moji, je bilo treba transferati po celi Sloveniji. Mi, kreteni, smo snemali prvi naš film, smo ga snemali po celi Sloveniji. Jaz sem en dan klical, en dan je bil veš kak je bilo? Je bilo hektično, ker sem dobil, ne vem, en dan sem ful na hitro dobil lokacijo zjutraj in je bilo treba tisti dan iti posnet. In jaz kličem en dan, naslednji dan je bil praznik, jaz kličem 20 avtovlek, da plačam, ni važno, koliko je treba, če mi lahko pripeljejo avto od Šentjurja do Črnega Kala. Ne, ni šans, ne morem, praznik, nimam prostora, nimam časa. In potem smo mogli pač ga
peljati dejansko od Šentjurja do Črnega Kala. In enkrat smo ga peljali od Šentjurja do Prekmurja in enkrat smo ga peljali od Šentjurja do Primorske še enkrat. In je bilo res grozen po celi Sloveniji. Jaz sem samo molil, da ne bo kaj narobe in celo produkcijo je avto preživel in z avtom nič. Svaka mu čast. Svaka mu čast in hvala temu kolegu, da mi je pač posodil, da nam je dal ta avto, ker se mi zdi, da res naredi film malo drugačen, kot pa če bi se pravil z nekim naključnim avtom, ko ga vidimo vsak dan. No. Ja, res je neka dodana vrednost. Ja. Ej, pa si ti kaj petrolheada ali tako? Jaz nimam pojma o avtih. Zato imam zdaj zate en izziv. Ajde. Žiga nam bo predstavil tegale Mercedesa. Sprejmeš izziv? Veš, da sprejmem. Ok, daj, gremo ven si ga malo boljše gledati. Ajde. Lepo pozdravljeni, jaz sem Žiga in nimam pojma o avtih. Alright, let's go. Vse, kar so mi povedali, je, da je to Mercedes. V bistvu to, da je Mercedes, to je edina stvar, ko sem ne vedel, preden sem šel snemati ta film. Potem sem zvedel, da je V123 in mi smo v originalni zgodbi imeli V124. Drugače, če prijete z mano, tu sicer piše, da je 300D. Nimam pojma zakaj, meni ni noben rekel, da je 300D. Mene je zanimalo pač, da je lep, da je avto lep, razumeš, da ima real story, zato ker smo šli mi s takim podobnim na morje. In ker smo hoteli simulirati to realnost takrat, sem bil zelo vesel, da smo dobili to ljubico za snemanje. Je pa dizel, 3.0 mašina, 5 cilindrov, to je pa tudi vse, kar vem. To da gremo naprej. Kaj še imamo? Tule vam lahko eno zanimivost pokažem. Tole je ročna. Čakaj, tule odtegneš ročno, smo redi? Odtegneš ročno in se peljemo. Zakaj? Ker smo odtegnili ročno. Evo ga. To je ročna. Pol ni več ročna, pol je nočna. Mislim, nožna. Neki, imaš 4 prestave, 4 plus rikverc, znači pelješ se lahko, meni je lastnik rekel, ne se furati čez 100. Kaj smo tudi v filmu uporabili pol, kaj je on klik, ki vozi avto, je rekel, nisem se 100 peljal sem se max 100, pa še sem to po klancu navzdol. Tako da, več kot 100 se res nismo furali. Enkrat smo ga, prvi snemalni dan smo ga porivali celo, ker nam je dejansko crknil. Ker pač je bil star avto, 83-letnik je, tako da, kaj treba malo čuvati. Meni, ko je zanimivo. Ena izmed stvari, ko je ful dobra, ne vem, če slišite. Pač basically je tako, da bi bil na neke vrste trampolinčko. Tule imamo kasetice, ki nažalost šot teh kasetic ni končal v filmu, so pa res lepe in oriščejo čar tega časa in tega avta. Tole zadevico smo dali v film noter, je pač bil prop za film, zaradi razlogov, v katerih zdaj ne bomo šli, ker nimamo toliko časa in je zdaj lastnik pustil to noter, očitno, tako da je taka lep spominek na snemanje tega filma. Volan je huge, by the way, pa cel avto je občutek, kot da imaš ladjo. Zdaj imam Mazdo 3, prej sem imel širokota in ko vozim tega Mercedesa, prvo se tresem, drugo občutek imam, da vozim ladjo. Tule imamo pa še eno super stvar, bom zdaj pokazal. Kdo ugane, kaj je to? Šentjurska zastava, motherfuckers. Evo nas, to je pa stvarca, ko je pa lastnik imel v avtu noter, ker se mora vedeti, iz kje prihajamo in to smo imeli tudi cel čas zraven v avtu na snemanju, tako da ja. To, kar vidite tule, je pa Šentjur, tako da rock and roll. 3, 2, 3, nič represent. Gepek je prostorno, božja mater, drugače. Če je film Gepek. Čakaj. Mislim, širok je. Pač ne bom zdaj, no. Ajde, pejt. 2 gresta, stari. 2 skriješ not. Tele imamo itak še na tole, ne. The old school way. A kdo, ki je star 16 ali manj, še pozna to zadevo? Sam tuk, da vem. Ne vem, res sprašujem. A še dobiš avto s tem? Ne, valjda ne. Evo ga, tole je pa za habo in je tako, ko potegneš to, ne vem, te malo strah, da ti kaj v roki ostali. Veš kaj, neč klocne. Ti sam vlečeš in potem je tako že malo začne ful je lus, ne? In potem neki tam tako čist malo slišiš, tako nič se ne zgodi praktično. Brez luči smo se furali, super, ker pač kdo še, ne? Kako ga moram že? Kako si ga ti prej? Oba. Magija, ste ready? Ne rabiš dati nikamor, ne? Stoji, zadeva stoji. Ja, to je to. Zdaj, karkoli me tu vprašate, bomo na hit zaključili, nimam pojma, tako da me ne spraševati zares. Olje bi znal preveriti, no. To bi moje bi šlo. 5 let sem film snemal, nisem se imel cajta pozanimati za avte. Sorry, stari. Žiga, čestitam ti,
Ful si dobro tole improviziral pa predstavil tegale Mercedesa. Kaj ti misliš, kako ti je šlo? Jaz sem bil ful zadovoljen. Pa lej, jaz mislim, da sem dal vse od sebe, več nisem znal, več nisem mogel, tako da. Jaz mislim, da lahko začneš kar avtomoto se snimati. Žiga sekunda. Žiga sekunda. Ej, daj mi povej, za kakšnega voznika se imaš? Vem, da nisi petrolhead, smo že rekli, ampak vsem, a se imaš za dobrega Pa voznika? drugače se imam za kar solid voznika, no, tako mislim, ne vem sicer, mislim, da to vsak zase reče, pravzaprav, ampak tak, glede na moje izkušnje, glede na moje nesreče, ki jih je pač nula zaenkrat, I think I'm alright. Zdaj sem bil v Maroku nekaj časa nazaj. Ja? Oni se vozijo po logiki. Aha. Tam ni, tu je polna črta, zato ne bom šel čez. Ne, tam, tu bom šel čez, ker Mora je biti. logično, da grem čez, ker vidim, da, veš, kak je ta, če nekoga prehitevaš in greš v škarje, v Sloveniji, on nasproti pač bo naredil vse, da bo tisto svojo agresijo dal vate zdaj. Trobu, fakiča, ono, jebem ti, pizati, grozno. Tam bo mu, ko je v škarjah, mislim na nasprotni strani, mu bo logično in se ti bo umaknil, kao, pet noter. Valjda si šel prehitevati, če je bil on počasen. Veš, čisto, ne? Drugačna kultura. Ja, popolnoma. Kaj pa ti gre mogoče v prometu najbolj na živce, ajde, če se še tega dotakneva? Včasih mi je ful mi je šlo na živce, ne vem, to, da je kdo počas, da kdo ni, sploh ko se v svojem domačem mestu vozim, veš, ko veš do sekunde natančno, kdaj semaforje in vse to. In potem kdo gre tukaj počas pred tabo in ti si počas zdaj bo rdeča, pejt, da grem, stari. A pa kakšna taka podobna situacija, a pa ko mi kdo ne da žmiguca v krožnem krožišču, ki mi 2 sekundi življenja vzame, ne. Ampak zdaj sem nekako probam drug mindset pristopiti do takih stvari v smislu, da že mora tako biti, mogoče mi je pa life rešil. A veš, kaj mislim, tako da... Si prešparaš, sigurno par živcev, škoda je. Škoda se premenjevati za nekaj, kar nimaš vpliva, pač se soočaš s situacijo. Zdaj pa, če se vrneva nazaj na film, da ti ne bom s tem prometom preveč težil pa z avti, ziher se med snemanjem zgodila 1001 anekdota, zgodba, nekaj zakulisja, kar mi gledalci nismo videli, a lahko mogoče kaj zaupaš? Jaz sem po moje zdaj najslabša oseba za te stvari, ker sem imel toliko dela na setu, da vsakič, ko se je stran... Jaz sem sam na koncu večera, pa ne sam večera dneva, mogoče celo tedna, sem jaz odprl Instagram skupino in sem gledal, kaj je folk not pošilil in sem takrat šele videl, kaj se je dogajalo na setu. Ker jaz kot režiser in producent sem bil tukaj zaposlen s stvarmi, da pač I got nothing for you, ne vem, bilo je ful enih stvari se je dogajalo, ne vem. Kaj ti pa tako pade na pamet, pa da so ti drugi povedali, pa si mogoče ta avto nam je crknil prvi dan. To je recimo. To je ful zanimivo. In potem smo končno dobili hrvaško mejo, da snemamo na hrvaški meji. Pride punto tja in punto crkne. In mi smo mogli puntota porivati. Vsi kadri, ko jih vidite v filmu s puntotom na državni meji, so ga fantje porivali. In je bilo dobesedno res. Ja. Tudi ko smo bili na koncu seta, pač folk je šel, ne vem, daj smo spali 5 dni na Hrvaškem, recimo. To je bilo dobro, ne, in potem je folk žuril zvečer, mislim, so bili vzun, ne, so igrali igrice, so odprli kako pivo, ono. Jaz sem pač bil na kompu, pa sem delal, ker sem rabil stvari zrihtati za čez 3 snemalne dni. In je res ni bila toliko prijetna izkušnja zame, no, mislim, bila je, sem grdo rekel, ampak super. ko potegneš črto, ampak ker si bil pa tam, si pa mogel določene stvari zrihtati. Evo, zdaj si lepo v besedo, ja. Pač dejansko, ko sem bil pa tam, sem mogel pa skozi razmišljati. Nisem nikoli spil enega piva, pa si 1 urico vzel, god damn, stari. Vedel sem, da snemamo, recimo, en dan sem vedel, čez 4 dni snemamo to sceno v klubu. Rabim 100 statistov. In zdaj pač, ja, kaj to, pa klicati tja, pa audicijo za statiste, pa govoriti s vsakim statistom, pa informacije vsakmu, a imamo lokacijo, a imamo te luči, a imamo lučkarja, pa to traja več ur, da zrihtaš. Cela ekipa, a imamo tretjega asistenta režije, ko smo ga rabili za to, a imamo tisto kamero, a imamo to, a si lahko kako bojo prišli oni tja, kaj bojo pili, kaj bojo jedli. Ko začneš enkrat dejansko, ko se lotiš snemalnega dneva, je pretty much ful bolj zakompliciran, kot se na začetku zdi, no. Žiga, da te ne bomo predolgo mučili, vem, da imaš danes še druge obveznosti. Povej nam še, kva lahko tebe pričakujemo, prej si že namignu, da delaš že nekaj naprej, ampak kje se vidiš čez 5 let? Kaj bomo še videli od Žiga? Jaz res upam, da nekaj v tem bazenu, v katerega sem zdaj namočil prst mogoče. Imam en kup idej, ko bi jih rad naredil, napisal, posnel, mogoče celo
ampak zdaj ne več v lastni režiji kot režiji, ja, ampak v smislu, pač ta film sem sam financiral. Še enkrat ne bi šel čez to. Pa ne samo zaradi keša, mislim, denar mi je pač zato, ki je neka stvar, ko ga ne dajem mogoče čist na prvo mesto, bolj mi je pomembno ta izkušnja bila in vse to, ampak je pa veliko bolj zahtevno, ko delaš to čist sam. Tako da, če bi dobili kakršnokoli podporo zdaj s tem, ko smo to naredili, bi bilo veliko lažje in bi dejansko se lotil tistih stvari, ko sem jih pa rad delal na tem filmu. In če bom lahko svoji državi dostavil še kakšne kvalitetne vsebine, da bojo z veseljem pogledali, ne zato, ker morajo podpreti, pol bom zelo srečen človek. No, super. Kdo je to zdaj slišal? Žiga Kukovič. Se vidimo. Jaz se ti iskreno zahvaljujem, da si vzel čas, da si se nam pridružil in me zapeljal s tole legendarno merčko iz filma po Ovinkih. Upam, da je bilo to tebi kul. Z veseljem. Hvala tebi, stari, hvala vam, da ste uleteli do sem. Zelo sem vesel, sem lahko Šentjur pokazal in tale avtek. Hvala vam, ki ste gledali. Tako, zdaj pa gremo mi nekaj dobrega poješče, imaš čas, imaš? Ali si že? Ja, čakaj, moramo moj telefon poiskati, pa bomo pa videli. Družba, fajn se imejte, se vidimo naslednjič. Čau.